Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako se rešujejo simetrične enačbe. Tukaj imamo dva primera simetričnih enačb, tretje in četrte stopnje. Torej, katere so simetrične enačbe? Tiste, ki če jih preuredimo, najbolj oddaljena člena sta med sabo enaka ali nasprotna. Ta med sabo in ta med sabo. Ali vsi po 2 in 2 enaki ali vsi po 2 in 2 nasprotni. Torej, če imamo polinom tretje stopnje, na splošno bi imel 4 člene in torej imamo po 2 in 2 nasprotna. Tudi če je pete stopnje, bo imel na splošno 6 členov. Torej, lahko imamo po 2 in 2 te člene, ki so vsi enaki po 2 in 2 ali vsi nasprotni po 2 in 2. Ja, problem, ki nastane, ko imamo polinom četrte stopnje, ker na splošno bo imel 5 členov in torej, če jih imamo po 2 in 2, eden ostane zunaj. Prav kot vidite, v tem primeru nimamo člena z x na drugo, ker tisti mora nujno ostati sam, ni kaj. Tukaj imamo 2 in minus 2, tukaj minus 5 in 5 in manjka člen z x na drugo. Torej, sedaj bomo rešili ta, kjer manjka člen z x na drugo, se reši v bistvu na isti način kot te. Če je prisoten, je popolnoma različen postopek, bolj zapleten in to bom videl v enem drugem videu, ne v tem. Torej, kot vidite, tukaj imamo 3 in minus 3 nasprotni, 7 in minus 7 nasprotni, 2 in minus 2 nasprotna med sabo, minus 5 in 5 nasprotna med sabo. Ja, torej, sedaj vidimo, kako se reši, oziroma, če ste to videli v šoli, verjetno ste imeli zelo dosti slučajev in potem mogoče se kdo zgubi, ne zna več kako postopati, kaj naredim v tem slučaju, kaj v drugem. V resnici ideja za to, da jih rešimo, je zelo enostavna. Tukaj moramo pogledati, če rešitev enačbe je 1 ali minus 1, ker bo zmeraj ali 1 ali minus 1 ali pa celo obe. Torej, moramo poskusiti, če 1 je rešitev, poskusimo postaviti 1 na mesto x-a, vse potence od x-a postanejo 1. Torej, imamo 3 minus 3, ki se uničita, 7 minus 7, ki se uničita. Torej, ja, tukaj 1, x1 enako 1 je rešitev te enačbe. Torej, zdaj ta polinom delimo z Ruffinjevim pravilom. 3, 7, napišem koeficijente, minus 7, minus 3. Pazimo, da tukaj damo ničlo polinoma 1, tukaj imamo zmeraj nič, 3 plus nič je 3, 1 krat 3 je 3, 7 plus 3 je 10, 1 krat 10 je 10, minus 7 plus 10 je 3, 1 krat 3 je 3, tukaj se uniči, če smo prav naredili. Ko rabimo Ruffinjevo pravilo, stopnja se zniža za 1, tukaj je bilo tretje stopnje, torej tukaj bomo imeli polinom druge stopnje. 3x na drugo plus 10x plus 3. To postavimo enako nič. Eno rešitev že imamo x1, sedaj bomo dobili x2 in x3 iste po formuli minus b minus 10 plus ali minus kvadratni koren b na drugo, 7 na drugo je 100, minus 4ac, minus 4 krat 3 krat 3, minus 4 krat 9 je minus 36, vse ulomljeno, 2 krat 3 je 6, minus 10 plus minus, torej 100 minus 36 je 64, kvadratni koren 64 je 8, ulomljeno 6, torej imamo x2, x3, minus 10 minus 8 je minus 18. To ulomljeno 6, minus 10 plus 8 je minus 2, ulomljeno 6, minus 18 deljeno 6 je 3, minus 2 šestini je minus 1 tretjina. Torej smo dobili vse 3 rešitve in še poleg tega opazimo, da minus 3, minus 1 tretjina sta si med sabo obratni vrednosti. Pri teh simetričnih enačbah dobimo zmeraj nekatere rešitve, zdaj, če pustimo lahko ta 1 ali pa minus 1, dobimo rešitve, ki so si med sabo obratne vrednosti.
Sedaj bomo rešili to četrte stopnje na podoben način. To četrte stopnje, kjer manjka člen z x na drugo. Torej, podobno, edina razlika bo ta, da pri tej bodisi ena kot minus ena sta rešitvi. Poskusimo. Poskusimo, če ena je rešitev. Torej, vse potence od x postanejo ena, 2 in minus 2 se uničita, minus 5 in 5 se uničita. Ja, ena je rešitev. Minus ena je tudi rešitev. Minus ena na četrto je ena, 2 in minus 2 se uničita. Tukaj minus ena na tretje je minus ena. Tukaj imamo minus 5 krat minus ena je plus 5. Tukaj imamo 5 krat minus 1 in minus 5. 5 minus 5 se tudi uniči. Torej, imamo x1 je enako 1 in x2 je enako minus 1. Pravimo Rufinovo pravilo in bodimo zelo pozorni, da manjka člen z x na drugo. Torej, v Rufinovem pravilu moramo dati nič, ker imamo plus nič x na drugo. 2x na četrto minus 5x na tretjo plus nič x na drugo plus 5x minus 2. Torej, tukaj zdaj rabimo to rešitev, ki je ena, tukaj imamo zmeraj nič, 2 plus nič je 2, 1 krat 2 je 2, minus 5 plus 2 je minus 3, 1 krat minus 3 je minus 3, nič minus 3 je minus 3, 1 krat minus 3 je minus 3, 5 minus 3 je 2, 1 krat 2 je 2, minus 2 plus 2 se uničita. Sedaj, če to je bilo četrte stopnje, smo rabili Rufinovo pravilo, to je tretje stopnje. Ampak še enkrat rabimo Rufinovo pravilo na teh koeficientih. Sedaj rabimo preostalo rešitev, minus 1. Tukaj damo minus 1. Tukaj zmeri nič. 2 plus nič je 2, minus 1 krat 2 je minus 2, minus 3 minus 2 je minus 5, minus 1 krat minus 5 je 5, minus 3 plus 5 je 2, minus 1 krat 2 je minus 2 in spet se uniči, kot mora biti, če nismo zgrešili. Torej, ta polinom je bil četrte stopnje, smo dvakrat uporabili Rufinovo pravilo, stopnja je padla za 2 in torej smo prišli na drugo stopnjo, 2x na drugo minus 5x plus 2 je enako nič, x1 in x2 že imamo, tukaj iz tega lahko dobimo x3 in x4. Po formuli minus b minus minus 5 je 5, plus ali minus kvadratni koren, b na drugo, minus 5 na drugo je 25, minus 4ac, minus 4 krat 2 krat 2, minus 4 krat 4 je minus 16, ulomljeno 2, 2 krat 2 je 4, 5 plus ali minus, torej 25 minus 16 je 9, kvadratni koren od 9 je 3, ulomljeno 4, torej imamo x3 je enako, x4 je enako, 5 minus 3 je 2 četrtini, 5 plus 3 je 8 četrtin, torej 2 četrtini delimo zgornji spodaj z 2, 1 polovica, 8 četrtin je 2. In smo dobili vse 4 rešitve in spet, kot opazite, sta si med sabo obratni vrednosti, 1 polovica in 2, to je ena lastnost. Dobimo te rešitve, zdaj poleg 1 in minus 1, dobimo rešitve, ki so si med sabo obratne vrednosti. Ja, tako, in v enem drugem videu bomo videli, kako se reši primer te simetrične četrte stopnje, kjer imamo tudi en člen z x na drugo. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!